Marija Terezija, po milosti Božji, rimska cesarica, priznamo s tem pismom javno in dajemo vsakomur na znanje, da se sme v Novem mestu po tamošnjih patrih frančiškanih v 6 nižjih šolah od prve tja do vštete retorike javno podučevati. Prav tako so nas najpokorneje prosili, da bi jim mi, kot vladajoča kraljica, gospa in dedna deželna kneginja, milostno blagovolili nakloniti enake svoboščine, kot jih imajo druge tovrstne gimnazije v naših deželah. Ponižno prošnjo teh prosilcev smo si ogledali z naklonjenostjo tudi zato, da bi mladina lažje dosegla višjo izobrazbo ter postala sposobna in primerna za služenje skupnosti. Tako smo mi z dobro premišljenim pogumom, dobrim svetom in pravim znanjem omenjen študij v Novem mestu podelili, potrdili in odobrili. Tako milostno kot z vso resnostjo ukazujemo vsem in vsakomur izmed naših oblastnikov, da že večkrat omenjeno gimnazijo v Novem mestu mirno pustijo delati in da jo štejejo kot enakovredno ostalim gimnazijam. Prav tako ukazujemo, da na podlagi tega milostnega privilegija omenjeno gimnazijo kot oblastniki ščitijo in branijo, da sami ne delajo ničesar proti tem določilom, niti ničesar ne otežkočajo in da ne dopustijo, da bi ta na kakršenkoli način ali po kakršnikoli poti počeli drugi. To menimo resno, v dokaz to pismo, zapečateno z našim cesarskim, kraljevim in nadvojvodskim pečatom privešenim. To je dano v našem mestu Dunaju 8. avgusta 1746. našega vladanja v 6. letu.
Srca, nejasna, prodorna, slavo naznanja začaral srebro. Dom znanja, na ulici Sajdla, zraven pa staro, res staro drevo. In iščeta znanje, odkrivata sanje, prisluhneta vetru, ki liste podi. Poskrbita, da glava odkrita, v pesku znanja pušča sledi. Že 270 let gimnazija naša, najboljša pod soncem se rada ponaša. Nobena ni šola tako zaželena, je mlade nas vablja kot še nobena. In zbornici so na steno pribili. Najboljši so ajci! Kateri oddelki, razredi, gimnazija naša, so zbornico tožit, hodili, rotili, kriterije tehtat, učitele obirat, ali njihovo dretje ni nič pomagalo, samo slabo voljo jim je nakopalo. Smo znali zažigat, nikoli se predat, se vedno smo znašli, kontrolke prirejat, modri in zvijat smo bili vseh umetni. Smo znali zažigat, nikoli se predat, perfakse smo dolgo vodili za nos, a na koncu se našel je vedno nekdo, ki bil nam je kos. Tired of injustice, tired of the scheme, tired of disgust. So what does it mean that you keep me down? I got to get up, check out the sound, hostess and such. Rozbil je prvi šolski dan, na vrati stal je naš fazan. Misliš, da svet bo spremenil, da nekaj sebe bo naredil. A kmaj resnico je spoznal, fište na stranski tir je dol.
Začelo se učenje je, kontrolke so uničile vse, a kma resnico je spoznal, fište na stranski tir je dal. Začelo se učenje je, kontrolke so uničile vse, dozbil je prvi šolski dan, na vrati stal je naš fazan. Misliš, da svet bo spremenil, da nekaj sebe bo naredil, a kma resnico je spoznal, fište na stranski tir je dal. Začelo se učenje je, kontrolke so uničile vse, a kma resnico je spoznal, fište na stranski tir je dal. Začelo se učenje je, kontrolke so uničile vse. Na vlaku koruza je letela, jaz pa sem nepremično sedela, kot da veze z drugimi fazani sploh ne bi imela. Potem bi se še okoli mene norišnica začela. Ko v šolo sem stopila, sem se najprej začudila, kako dijaki vejo, kam lahko in kam ne smejo. So nam razrednika predstavili, nas v razred odpeljali, kjer smo se spoznali, pa še na kratko poklepetali. Smo imena skozi pozabljali, šolo komaj smo prebavljali, pa še ta star so porisali nas po glav, da se je nadaleč videlo, da smo denike te leta, ko mi čakamo konc leta. Pa kaj naj porečem, kaj naj storim, ko vsa popisana domov prihitim? Sedaj pa, profesori, milostni bodite. Tudi vi v šolo ste hodili, da bi znanje pridobili in z nami ga delili. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem nor, do šoli bi sedel. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem nor, do šoli bi sedel. Le kaj mi šola bo, sem pameten zelo, vse že znam še bolje kot za pet. Vem, da je svet ploščad, da kuščar je kosmat in vem, da 3x4 je 10. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem nor, na šoli bi sedel. Slovenija leži v Ameriki, pod Dravskim mostom teče reka Nil. Po angleško jaz sem tu, se reče I love you, po zraki skrili leta krokodil. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem nor, da šoli bi sedel. Vse črke že poznam in jih našteti znam, tako ABC, če že kar PLMNO. Tudi številke poznam, dobro šteti znam, do 100. 1, 2, 3, 5, 10, 25, 39, 68, 7, 15, 100. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem nor, da šoli bi sedel. Vse črke že poznam in jih našteti znam, tako ABC, če že kar PLMNO. Tudi številke poznam, dobro šteti znam, do 100. 1, 2, 3, 5, 10, 25, 68, 39, 15, 7, 100. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem nor, da šoli bi sedel. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel.
ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem nor, da šoli bi sedel. Nisem nor, da šoli bi sedel, ker nisem nor, da šoli bi sedel. Prvi šolski dan, to kraka prav že vsak fazan. Mučenje zdaj začel se bo, brez dela šlo naprej ne bo. A kmalu resnico je spoznal, fište na stranski tir je dol. Začelo se učenje je, kontrolke so uničile vse. Ma resnico je spoznal, fište na stranski tir je dol. Začelo se učenje je, kontrolke so uničile vse. Najlepša hvala, prijatelj. Dragi fazani, danes ste prvič prestopili prag te častitljive hiše učenosti, ki se reče gimnazija, z velikimi črkami zapisane. Ne obupajte vsi, ki ste vstopili, zato smo tukaj mi, veterani. Poskrbeli bomo, da se boste čim prej seznanili s celim režimom na šoli. No, kakor vsi veste, rečemo temu šolska pravila, ki jih je potrebno spoštovati, znati brati in poiskati v njih vse tako imenovane luknje. No, temu pa vi zagotovo niste še kos. Zato ponavljam, smo tukaj mi, veterani, ki smo našli vse te luknje v naši dolgoletni praksi. Čas je za prisego, položite svojo desno roko na srce. Prisezite, da boste vse, kar vam bomo svetovali, vzeli na znanje in se držali zgolj tistih pravil, ki so vam pisana na kožo. O ostalih manj privlačnih členih in alinejah pa se boste posvetovali z dijaki višjih letnikov. Prisežemo. Ampak vem, kaj vam roji zdajle po teh vaših malih glavicah, kako boste preživeli vse te dneve, pa tedne, pa mesece, celo leto. Človek, kakšno leto? Imaš prav leta in to 4. Kako boste se prebili skozi vse najtežje predmete, ki vam ne ležijo in dosegli solidne rezultate? Ja, lejte, kaj pa, če ne bo šlo? Ampak, lejte, ne skrbeti, zato smo seveda tukaj mi, veterani. Popeljali vas bomo skozi vse pasti gimnazijskega vsakdana, tako da boste na koncu našo šolo še vzljubili in ostali leto ali 2. Zaostali. Človeška ura, ker zbujam se prej, ki sosedova kura. Obzori sam, v šoli sedim, gledam skos naokrog, ampak itak ne sledim. Komaj čakam odmor, učilnica je zapor. Da ostanem buden, dajem ves moj napor. Na to malce sam že čakam v vrsti, ampak itak se mi vsi urinejo med moje prsti. Malo pa malo in moj sendvič bom že dubil, itak bom po mojem na konc dneva že zgubil. Po možnosti športno vzgoja me že sledi, mene pa spet neki ful, treba boli. Mogoče sem se še malo udaril v glavo, profesor res ne mora danes, ker imam oko plavo. Potem so še mene neke ful čudne ure, izgubljen sem že kdaj, ja, od pred ure. Ker rad bi samo še malo spal in kaj vse bi dal, da ne bi tukaj ostal. Še nekaj je ur, jaz pa nimam nobenega zvezka, pred očmi vidim le dva velika slasna zvezka, ker ure meni itak nikamor ne gredo. Le petek še malo in odrešil me bo. Še malo pa dan, res skor preživim, popoldne pa ker pijem domov, itak zmer zaspim, samo na busu mogoče bo še malo lepo, če pa ne mi spane citak, prijel bo zelo. Taka je ta lepa naša mlada gimnazijska, včasih se bedira in včasih se pulvriska. Verjete mi, da danes je pač neka mala stiska, ampak jaz ne čutim več nobenega pritiska. Da, imam, jaz neko lastno vizijo, ker vsi mi govorijo, a možgani mi spijo. In mogoče se ti zdi, da si mesena velika zguba, ki stalno svoje čelo med poukom poguba. Ampak ne, šol, to ni moj life, če se strinja z mano, daj mi en lep high five.
škode mi je pa tele naša mladina, ki ne ve, da mladost in vse ful termine, ker prava mera je merilo in zmer se neki bo dobilo, ker na naši šoli važno, da veselje je pravilo. In ne delaj tisto, kar te mori, in delaj tisto, kar te zmer veseli, ker dragi moji fantje in prelepa dekleta, od danes naprej začenjajo se najboljša leta. Tako, zdaj ste v šoli. Ne človeška ura, ampak ne skrbite. Dežurni dijaki bodo poskrbeli za prijetno vzdušje, zavrteli vam bodo glasbo, ob kateri boste kar odfrčali v razreda. Seveda bo tudi vas doletela čast, ko boste smeli dežurati. Dežurstvo spada med prijetnejša opravila. Maš prav, tu je čas druženja preko vseh teh socialnih omrežij, kot so Facebook, Snapchat, Messenger, Twitter, Instagram, MSN, Google Docs. In bolj, ko boste zaposleni sami seboj, manj bo dolgočasno. In obiskovalci bodo že ob prihodu imeli občutek, da smo res šola odprtih vrat, ker jih ne boste nadlegovali z neprijetnimi vprašanji. Seveda boste poskrbeli, da bodo na hodnikih ves dan gorele vse luči. Tako bomo varčne žarnice kar najbolje izkoristili. Ja, nabrali boste dosti smeti v razredu in v atriju. Tako se bo snežilkam splačalo pometati in pa zaradi varstva osebnih podatkov boste profesorju javili le odstotek manjkajočih. On pa naj sam ugotovi, kdo manjka. Edina neprijetnost je to, da morate prisostvovati pri urah napovedanega ocenjevanja in tako zagotavljati tretjino. Ampak zamislite si, da prvo uro pišete matematiko. Kako naj vam pomagamo? Glejte, samo molitev vas odreši vsega hudega. Že 3 dni od skrbi ne morem spati, že 3 dni, milo, prosim te, Gospod, O, Bog, da danes prfaks pozabi vstati, da crknemo budilka, da postanemo slabo, samo da v šolo ga ne bo, da orupa ga čistilka, da pade ali pomaga sosedi noseči, saj po strupu nočem še poseči. Brez tvoje Božje pomoči tudi manj rešitve ni. Amen. Amen. Molimo. Iz dna srca se obračam na te, o prfoksa, usliši moj glas. Naj tvoje ušesa slišijo glas moje prošnje. Daj nam milostno 2, o prfoksa, da bomo z veseljem k tebi hodili, da se naši starši bodo pomirili in zate še kakoče nas molili. Če boš cveke delil, o prfoks, kdo bo ostal, kam zaljubi kruhek se boš pognal. Pričakujem odrešenje, o prfoks, za kar pri tebi je usmiljenje. Ti boš nas in naše starše rešil vseh tegob. No, je res, da je matematika kot neka umazana očala. Nič ne vidiš čez. In kdo bi nam zameril, če naši mladi možgani ne dohajajo vseh teh stvari? Naprimer, poslušajte to zapleteno nalogo, kolega. Trditev, da so marginalne kotne funkcije preliminarne matrične vrste x-tega korena odvojene po n-tem konrenu potencirane z eksponentom b in da se da verjetnostno po kosinusovem izreku izračunati logaritem a in da obstaja relativna verjetnost in matematično upanje, da dobimo absolutno verjetnost rešitve, če seštejemo verjetnost vsote naših možganov na 3. eksponent, kar vodi v verjetnostno število kombinacij x-tega razreda, n-tega števila dijakov brez ponavljanja. Ja, pa kaj lahko še hitreje? Seveda lahko, mlada dama. Trditev, da so marginalne kotne funkcije preliminarne matrične vrste x-tega korena odvojene po n-tem korenu potencirane z eksponentom b in da se da verjetnostno po kosinusovem izreku izračunati logaritem a in da obstaja relativna verjetnost in matematično upanje, da dobimo absolutno verjetnost rešitve, če seštejemo verjetnost vsote naših možganov na 3. eksponent, kar vodi v verjetnostno število kombinacij x-tega razreda in tega števila dijakov brez ponavljanja. Ko si predstavljate zmedo v naših možganih. Sej,
Po vrednostnem izračunu smo kljub odklonu vse pozabili. Pa naj razume, kdor more. Res je, sej, zakaj pa tako kompliciranje, če še vedno ne razumemo preprostega računa, ki se mu reče seštevanje? Maš prav. Mene zanima, zakaj je seštevek 5 nezadostnih ocen pri matematiki še zmer 1. Ne veste? Mogoče veste, če obstaja kakšen verjetnostni izračun, po katerem bi bil seštevek vsaj 2? Ne, hvala za nič. Gimnazic, tvoja glava je prazna, za marsikaj uporabna. Bukve, slovari, učitelji te že, ali tebi to upanje naj ne doze? Na faksu ti az boš postal, če le knjige boš bral. Prežihov, Voranc, Linhart, Tomaš, knjige naj tvoje bodo le strast. Življenje včasih čudna je stvar. Tudi tobak zahteva svoj denar. Zato gimnazic, raj se uč, kada po mestu hodiš brez pljuč. Vaša glava res prazna, to pomeni, da se iz objektivnih in subjektivnih razlogov niste mogli pripraviti na pouk. Potem upoštevajte pravilnik. Ta namreč v enem členu določa obvezno odsotnost od pouka, kar znaša do 85% ur, ki jih je potrebno izkoristiti v vsakem ocenjevalnem obdobju. No, hujša kršitev seveda pomeni neupoštevanje 6. člena alineje 3.4, ki pravi, da dijaki ne smejo zamujati k pouku, predčasno odhajati od pouka in prestavljati ur brez dovoljenja ravnatelja. Ravnateljca imamo. Se opravičujem, imamo ravnatelja. To v praksi pomeni, da dijaki, ki so slučajno zadržani k pouku, sploh ne pridejo in se tako izognejo slabim ocenam. Profesorjem prihranijo čas za morebitno ponovno ocenjevanje in svojim sošolcem solidarnostno omogočajo boljše pogajalska izhodišča. Če dijak ne zna odkloniti sodelovanja pri pouku, naj raje ostane doma, saj ni treba za vsako ceno odgovarjati na profesorjeva vprašanja. Ej, pa se veš, kako rečejo, ne? Kako? Da kdor molči, 10 odgovori. Res? K pouku je potrebno prinašati sodobne tehnične pripomočke. Maš prav, seveda, vse te pametne telefone, računalnike, slušalke, iPad, iPod, PlayStation 3, PlayStation 2, Nintendo 1, Nintendo DS in sicer ne boste mogli izkoristiti te suhoparne profesorjeve razlage. Zakaj bi se pa vse učili na pamet, saj je v bazi podatkov že tako vse zapisano? Maš prav, naprimer, učiteljevo razlago je potrebno izkoristiti zato, da se pripravite na naslednjo uro. Da prepišete domačo nalogo, če je doma, da se naspite, da prebolite sinočnega mačka, uredite zapiske, pripravite plonke za kontrolno nalogo. No, ne ogrožajte zdravja pa tako, da prenašate težke torbe, polno učbenikov in delovnih zvezkov. Ampak kraj prineste kakšne razvedrilne pripomočke, kot so kakšne karte, šah, mikado, pikado, tudi človek ne jezi se. Saj veste, znanstveno je dokazano, da redno sproščanje preprečuje bolezni psihosomatskega izvora. No, ampak vsi smo bliže v tej situaciji, ko so se v enem samem dnevu zvrstili vsi najhujši predmeti. Matematika, biologija, kemija, fizika, pa to je jeziki. No, sej, hvala Bogu, da je vmes pa še kakšen odmor. Z jeziki je na naši gimnaziji res prava babilonska zmešnjava. Ja, diplom nam res ne manjka, špradiplom manj, špradiplom svoj del diplom, ampak slovenske žal nimamo. Nemcisti, anglisti, latinisti, hispani, slavisti. Se sploh zavedate, da kakšnih motenj prihaja v naših možganih? Potem se počudite, da se naša lepa vida sliši tako. Eine Sauberfida ist an mehr gestanden und plenice pranden. Znaja vidočka kot mur že stala, je spokojno detičenstvo ruble prelaja. Na dan ferenca ein za morc perfura, za brem za šif se ostavka ura. Один сырный мужик не стопил красной видочки, таку говорил. Я тебя осмотрю, девушка милая, не понимаю, скажи мне, какая сила да органичен не так, как и на кочам бил. Ein Zeit na Fido gleda z rašpetlin. Pogruntak mal, da Fida je ein bissel hin. Unjo pofraga, ja sauber Fida nu povej, warum nisi jung und frisch kot blamal prej? Perché signora, niente più così è bella. Kakor si ti nekdaj na terasi cvela? Oh, very well, my girl. Don't you stalking, nis frisch ne več povej me vej. Bonjour, madame. Kako je z vami? La belle vida uperta vous, kako ste kaj? Ali je hadu? Pourquoi vida mladost tvoja povodja šla? Izved se žako, ker si pa? Mu sauber Fida glih prec antworda. Kako čem jaz bit frisch na girl? My man is end, bo kmal umrl. Njen muž bolan, malec krstu, a
Ed je l'amore tklenkalo. Ma kako ankor bila bela roza, k imam pa tacka starega moža. No, ko tako lepo zrecitiraš v vseh teh jezikih, pokažeš svojo multijezičnost. Pa hladen tuš. Sedi, šut. Pa da ne govorimo, kakšni očitki sledijo pri slovenščini. Ja, Trubar pa Prešeren se obračata v grobu ob naši knjižni slovenščini. Ampak glede, nihče se ne zaveda, da smo mladi, bolj ekonomični, da se jezik razvija in da upoštevamo korelacijo med jeziki. Se kdo bi jih pa razumel? Prfoks, ti le neznanje iščeš. Dijakov tvojih ti ni mar. Kar ti znaš in kar prebereš, se v naše glave zbereš. Kar ni šola, zaničuješ, težav se naših ne zavedaš. Ljubezni naše ne spoštuješ, za rane naše gluho stajaš. Tiho vazan, bolečine ne razglašaj svoje nam. Dokler matura ta ne mine, da tu ne ostaneš veteran. No, pri vseh teh predmetih boste našli tudi nekaj zase, hvala Bogu. Mogoče se boste navdušili nad biologijo, kjer boste natančno preučevali anatomijo človeškega telesa obeh spolov. No, in tako uresničili vaše primarne cilje pri tem predmetu. To znanje pa prepogosto preizkušamo tudi v praksi, kar ima zelo hude posledice. Zlasti, ker so nekateri dijaki vzpostavili povezavo med biologijo in kemijo. Tako prihaja do verižnih reakcij in eksplozij v vseh organih našega telesa. Zato se dijaki intenzivno stiskamo na hodnikih pred očmi javnosti in dajemo slab vzgled tako fazanom, veteranom, no, pa seveda tudi profesorjem. No, najhujš pa je, da nas pri kemiji in biologiji za vse te stvari tako navdušijo, da predmete tudi izberemo za maturo. Kar pa pomeni, da se tej praksi tudi v nadaljnjem življenju na srečo ne bomo izognili. Dijaki smo tudi teorijo o kovalentni vezi hitro prenesli v prakso. Učijo nas, da kovalentna vez nastane, ko si dva lačna razdelita en sendvič in tako tvorite elektronski par. Ja, ampak mi smo vam seveda slepo verjeli, v želji, da bi nekaj prihranili, smo se razdelili v vse te elektronske pare in si delili svoje lastne sendviče, ampak smo ostali lačni in razočarani. Poleg tega pa neizmerno zaljubljeni. Pri fiziki smo prisegali na specifično upornost telesa 1,8 povprečno v dolžino s prerezom telesa 0,99 v širino, a je vseeno zmagala prevodnost v univerzalne konstante, ki nas je svetlobno hitrostjo in gravitacijsko silo. Fraj, vdihen, izdihen. Kritek zdaj odmora, ne? Najjači del do podneva. Tle imate tudi nekaj koristnih nasvetov. Med odmorih in v prostih urah je posedanje v šolskih klopeh in v atriju strogo prepovedano. Zato obstajajo v knjižnici ležalniki, kjer lahko nemoteno pomalicate in v družbi avtorjev knjižnih umetnin duhovno rastete. Seveda, da okenske police ne bi bile neizkoriščene, se namesto cvetličnih lončkov priporoča sedenje na leteh. Naužili se boste svežega zraka, lahko pa tudi štejete promet in tako doprinesete kuran geografije. Seveda je kajenje na šoli prepovedano, prav tako uživanje alkohola in vseh drugih substanc. No, ampak zato se je pa potrebno prestaviti na pločnike in vrtove bližnjih sosedov. Iz tega sledi, da so čevlji veliko bolj primerni kot copati. Namreč gneča na hodnikih je velika. Treba se je prerivati, odrivati. Čevlji pa so kot nalašč tudi zato, če hočeš hitro na kakšen klepet ob kavici. Ali na čik. Ali na zmenek. Gimnazijske ljubezni so namreč realnost. No, pa tudi razočaranja. Od nekdaj lepe so gimnazike slovele, a lepši od mene bilo ni nobene. Nobene na šoli tej bolj zaželene. Maturantke napudrane, ne fazanke zelene. Lajkov, ko zvez sem na fejsu imela, vroča kot voda bila sem zavrela. Katerekoli že misca bila, nobena me ni premagala. Sem znala poljubiti, sem znala udariti.
Biti presladka in biti prevzetna. Učitelja zavajati, biti fantom prijetna in zmerom poskušala biti koketna. Modri in zvejač vseh sem dovzetna. Fante sem dolgo vodila za nos. Ga staknem na koncu, ki bil mi je kos. Prosti, moja draga, v ljubezni najni sem dobil sovraga. Prelepa Kaja mi je glava zmešala, ljubezen najna se je končala. Prosim, zdaj mi ne težit, ker sem tako že vrit. Se mi začel že dvoriti, pa me hoče zavrniti. Prosim, ne zameri mi tega, da mi druga bolj všeč je bila. Boljša pač je zmagala. Ampak midva sva lahko še vedno, ker življenje bi drugače bilo bedno, prijatelja zavedno. No, so pa tudi predmeti, ki jih berete kot pravljico. Naprimer, zgodovina je pravljica, za katero smo se sporazumeli, da ji bomo verjeli. Zato vedno znova in znova in znova premlevamo to, da se iz nje nismo naučili nič. Totalno nič. A veste, kako bodo zgodovinarji v prihodnosti sodili v naši dobi? Rekli bodo, kako čudno je bilo to, ko levo ni bilo levo. Ko desno ni bilo desno. In ko center ni bil v sredini. No, seveda pa po silnih psihičnih obremenitvah se prileže tudi kakšna fizična sprostitev. Dragi fazani, upoštevajte šolska pravila in hišni red. Ne pozabite, da lažje kršitve, ja, so res lažje kršitve, ampak stopnjevanje lažjih kršitev lahko postane težje kršitev. In stopnjevanje težjih kršitev najtežja kršitev. No, med hujše kršitelje štejemo tiste dijake, ki pri pisanju nočejo in ne znajo uporabljati plonkov, ker je nerazumljivo in nedopustno, ker snovi ne moreš obvladati brez malo pomoči. Zato piflari zagotovo ne prispevate k pozitivni klimi v razredu, ki prav zaradi vas ne more uveljavljati tretjine. Kršitelji so tudi tisti dijaki, ki se ne znajo pogajati. S profesorji se je potreba pogajati, naganjati in znati uveljaviti svoje interese za vsako ceno. No, in pol tisti, ki se neprestano prilizujejo, poslušajo profesorjevo razlago in sodelujo, namesto da bi izrazili pripadnost razredu tako, da bi se priključili bolj zabavnim pravilom. Najhujši izdajalci pa so tisti, ki sedijo v razredu, medtem ko se drugi odločajo za kolektivca, ti zagotovo ne prispevajo k pozitivni klimi v razredni skupnosti.
Pa še en nasvet v zvezi s čigumijem? Žvečite, kar se da glasno, ker žvečenje je zlasti pomembno med poukom. Prevod, saj lahko le tako učiteljem odgovarjate, kar se da nerazumljivo in tako prikrijete morebitni napačni odgovor. Na koncu ga ne vrzite v koš? Ampak ga prelepte na stol in na mizo, ker lahko se še kdo kdaj usede nanj. Saj vam utegne kdaj še kako prav priti. No, takole se boste počasi prebili skozi ure, tedne, mesece in leta gimnazijskega življenja. No, še preden se boste zavedali, bo pred vami streznitev. Matura in slovo od gimnazijskih let. Piše se mature knjiga, nje se prav zares bojim. Iz razreda v totalčka, kakor tiček poletim. Ak se bliža ta matura, moram jaz tuče naprej, da pogledam prek totalčka, širni svet in preko mej. Iz razreda spet po sendvič, tja do tuša in nazaj. Včasih šunko, včasih stuno, da se vrnem spet v raj. Iz razreda spet totalčka, pa včasih tudi nazaj. Ko končana bo matura, drug lokal postal bo raj. Nove si klopi, a duh preteklosti te k tlom tišči. Videl si njihove obraze, ki počasi postale so nakaze. Gledal si nedolžno v njih, a si kasneje zasovražil jih. Zakaj vsak posebej ti je težil? A ti si se sošolci vseeno napil. Čiv nikoli se velik nisi. Še najbolj so ti ležali spisi. Šprical si, kadar se ti je zahotel, čeprav načeloma se ne bi smel. Skrbeli so te popravni izpiti, namesto učenja pa hočeš nočeš, moral se napiti. Ko starši so zaradi ocen divjali, posvetil si se vektorski normali. Na koncu leta pa si zmer skozi lezel, ker s perfoksom v rit lezel. Ej, se bo. Dober, ja. Si v redu? Ja. Si pripričan? Ja. V redu. Ej. No in kaj smo se sploh v vseh teh letih naučili? Delo, delo in spet delo. Ej, kaj pa delo? Tudi delo. Ja? Delo v šoli, delo doma, delo v petek in svetek. No, v 4 letih smo pa res pridobili delovne navade. Ja, delo nas je tako prevzelo, da lahko cele dni sedimo in gledamo, kako drugi delajo. No, seveda pa smo se tudi naučili filozofirati. Ja, zakaj pa imamo pol filozofijo? Naš razred je bil sprva kot zaspan konj, ki ga je Prencelj skušal predramiti, da bi razmišljali o svojem življenju. Navadah. Dobrem in zlu. Potegniti so nas skušali iz Platonove temne votline, a nas niso prepričali. Veliko bolj nam je namreč všeč Sokratov rek, ki pravi, da je najpametnejši tisti, ki ve, da nič ne ve. Čak malo, mi vemo, da pač nič ne vemo, ne? Ja. Torej smo pametni. Ja. Ampak zakaj učitelji tega danes ne razumejo več? No, ampak smisel življenja pa ostaja vsem enak. Smisel življenja je... Zadeli smo
Okroglo in debelo se je skrivala na otoku, sredi oceana sladoledom v roki. Vsa nasmejana, obiti nesrečna, zakaj si se skrila? Ko te ni bilo, je svet zmeda prekrila. Ljudje levo, desno, pred glavo hitijo, smisla in bistva si srčno želijo. Obit, usmili se nas in povej enkrat za vselej na glas, kaj je smisel in namen, kako je treba živeti, da bomo srečni in zdravi od glave do pet. Smisel življenja je ležanje na plaži, spočkani na off in čivavo na straži, pisenje v mreži med dvemi drevesi, slalom v ravnini zarjavelimi kolesi. Smisel življenja je jahanje oblakov, pihanje v sonce in lomljenje korakov, sanjanje parnika na modrem ogledalu, piknik z mravljico in luknja v sandalu. Zadeli smo filozofijo v čelo, našli smo bit, okroglo in debelo se je skrivala na otoku, sredi oceana sladoledom v roki. Vsa nasmejana, kasneje priznala, da je že nekaj spila in da sta za tisti pomenka prej pokadila. Vseeno se ni zmedla in je še enkrat ponovila, modri nasvet in plava navodila. Smisel življenja je ležanje na plaži, spočkani na off in čivavo na straži, pisenje v mreži med dvemi drevesi, slalom v ravnini zarjavelimi kolesi. Smisel življenja je jahanje oblakov, plihanje v sonce in lomljenje korakov, sanjanje parnika na modrem ogledalu, piknik z mravljico in luknja v sandalu. Smisel življenja je ležanje na plaži, spočkani na off in čivavo na straži, pisenje v mreži med dvemi drevesi, slalom v ravnini zarjavelimi kolesi. Smisel življenja je jahanje oblakov, pihanje v sonce in lomljenje korakov, sanjanje parnika na modrem ogledalu, piknik z mravljico in luknja v sandalu. Gimnazijska leta kmalu ste minila. Rodila veste meni veselja malo, a se je kljub temu splačalo. Le redko v žepu cvenka je cingljalo, staršev in učiteljev kazni so pogosto rjule. Vendar gimnazija, po tvoji temni zari srce vzdihvalo bo. Bog te obvari. Kot veste, letos naša gimnazija praznuje jubilej 270 let svojega obstoja. Ob tej častitljivi obletnici si zasluži tudi svojo himno. Danes jo bomo prvič poslušali skupaj z vami, vabimo pa vas, da se nam v refrenu pridružite. Torej, naj živi gimnazija. Mladi smo ustvarjali, ponosni in zanosni, v preteklosti v nas živi gimnazija, Novo mesto smo mi vsi, se prihodnosti ne bojimo, se uspehov veselimo, rado znanje in veselje se pretaka iz roda v rod. Naj živi gimnazija, dijaki in profesori, naj živi gimnazija, novomeška gimnazija.
Naj živi gimnazija, dijaki in profesori. Naj živi gimnazija, gimnazija naprej. Od začetka mi smo glavni, mi 270 let smo slavni, med odmori ful zabavni, ne moreš reči, da nismo prepoznavni. Profesori so slavni, hoče biti na naši ravni, hoče nam biti ful zabavni, a mi še zmer smo glavni. Gaudeamus igitur, juve nestum sumus. Mladi smo ustvarjalni, ponosni in zanosni. Duh preteklosti v nas živi, gimnazija, Novo mesto smo mi vsi. Se prihodnosti ne bojimo, se uspehov veselimo. Radost, znanje in veselje se pretaka iz roda v rod. Naj živi gimnazija, dijaki in profesori. Naj živi gimnazija, novomeška gimnazija. Naj živi gimnazija, dijaki in profesori. Naj živi gimnazija, gimnazija naprej. Vivat l'Accademia, vivant professores. Vivat Accademia et discipuli. Naj živi gimnazija, dijaki in profesori. Naj živi gimnazija, gimnazija naprej.